Mečkan považimo, z našimi izvori v naši župni. Pa da ne boste mislili, imamo še enega, kaj pa zjutraj pel, mešani cerkveni pevski izvor. Hvala otroškemu. Zdaj pa bomo mi dve eno zgodbico povedale, pa je fajn, da jo poslušate. Na položnem griču je stala lična hišica. Neke noči jo je nenadoma zajel požar. Mlad par, mož in žena, sta se rešila iz plamenov in zbežala na prosto. Komaj sta ušla ognju, se je že med njima začel prepir. Mož je jezno dejal: 100-krat sem ti rekel, da nikoli ne hodi spat, ne da bi ugasnila ogenj v kuhinji. Poglej, kaj se je zgodilo. Si zdaj zadovoljna? To ni moja krivda, mu je na isti način odgovorila njegova žena. Ti si kriv. Saj sem ti 1000-krat dejala, da ne smeš kaditi v postelji. Toda ti nič. Kakor da nisi razumel. Kaj ne vidiš, da je začelo goreti v spalnici, ne v kuhinji? Jasno je, kdo je kriv. Ti si kriv. Bodi tiho, je zavpil mož. Samo zaničevala in zmerjala bi me. Jaz pa trdim, to je tvoja krivda. Ja, tvoja in samo tvoja. Medtem, ko sta se prepirala, se je ogenj razširil. Zagorela je cela hiša. Preden sta mož in žena končala prepir in odkrila, kdo je kriv, je njuna prijazna hiša postala kup pepela. Kolikokrat ob kakem nesrečnem in neljubem dogodku iščemo krivca, namesto da bi se skupaj lotili reševanja nastale škode, popravljanja in odstranitve posledic nekega neprijetnega dogodka ali nesreče, da bi tako preprečili še večjo katastrofo. Kajti, če čim prej rešujemo škodo, preprečimo njeno razširitev, kar nam prinese večjo korist. Na oder sedaj vabiva direktorja Škofijske Karitas Ljubljana, gospoda Marka Čižmana, prosim. Nekaj spodbudnih besed ob današnjem, dnevu Karitas tukaj pri vas in koncertu, pa seveda tudi zahvalni nedelji, kot je že župan lepo omenil. Glejte, danes je zahvalna nedelja, ko je lepo, da se pravzaprav tudi vsak od nas vpraša, zakaj je lahko hvaležen. Veste, res, da se razlikujemo po tem, kdo več ima in kdo manj, ampak ni človeka, ki ne bi bil kje bolj obdarjen, kakor drugi. Nekdo recimo je bolj umsko, če temu rečemo obdarjen, recimo mu v šoli ni bilo treba nikoli se kaj dosti učiti, hiter je dobo 5, drugi so se mogli več matrati, so bolj ponavljali za mogoče 2 ali 3. Potem nekdo drug recimo je obdarjen, mogoče če gremo kar navzdol na očeh. Lejte, recimo, nekaj nas je pač teh, ki imamo očala, se pravi, vidimo malo slabš, In meni se je enkrat zgodilo pred leti, ko so se mi očala zlomila in sem moral domov jeti po noči z avtom. Veste, mi lahko verjamete, da je bilo precej nerodno. Še dobro, da je bila tma, da sem potem videl avtomobile, ker so mi luči pržgane, ko so nasproti vozili, Ampak, veste, obdarjenost na očeh ni samo to, da človek vidi v časopis in ga prebere ali pa vidi tako, kot sicer vidimo brez očal, čeprav je tudi to zelo dobro, da človek to ima. Obdarjenost na očih je tudi to, da človek zna videti potrebe bližnjega, da zna opaziti, ko je nekdo v stiski in mu na en tak diskreten način priskočiti na pomoč. To je velik dar, to ne zna vsak. Potem smo lahko obdarjeni tudi na ustih, kot se temu reče, pa ne po principu, kot mi bolj na Gorenskem rečemo, ti Štefana zvidva ti, kvaj Joža povedova, A veste, to je sicer tudi zanimiv dar, ampak ni ravno dober ponavadi, Veste, biti obdarovan na ustih pomeni bolj tako, imam pred očmi eno gospo, ki je bila, veste, stara ženska že, se pravi pokojena že kar dolgo let, v glavnem je živela na kmetiji in na prvi pogled bi pravzaprav rekel, ženska je že za, saj veste, že za odpis,
bila je stara, komaj se je še zrihtala, veste, zrihtala se je, napravila se je, skuhala si je že kaj malega sama, pa v glavnem je po vrtu kaj pobrglala. Ampak glejte, mnogi vaščani so k njej hodili na klepet. Ne samo stari, enak stari kot je ona, ampak recimo tudi mlajši, ne? In marsikakšna ženska je rekla, ti toliko sem slabe vole prišla k tebi, ti zdaj grem pa kar malo boljš vole domov. Ne? Je bila taka, da je znala tako spodbuditi, da je znala ljudem tudi odpreti, bi rekel, drug vidik, ne? Da ni samo slabo, pa, a ne? Znala jih je nekako dvigati. In zelo radi so k njej hodili in pravzaprav še danes, a ne, bom rekel, radi hodijo k njej, pa pravzaprav prav sama sej nič več ne moram. Ne? Ampak gledajte, obdarjenost na ustih, kako veliko lepega človek lahko naredi. Potem recimo pa seveda tudi obdarjenost na rokah, kot se temu reče. Nekdo je umsko zelo sposoben, mu glava dobro laufa, nekdo drug pa morda v šoli ni bil nič posebnega, veste. 1, 2, športna napoved, ne, bolj tako, mogoče včasih 3. Recimo imam pred seboj svojega sošolca, ki res ni bil nič posebnega, kar se šole tiče, bil pa je kar priden, ne, tako bi rekel, priročen je pa bil. In v tistih letih, ko je precej firm propadlo, on je pač veliko eni takih firmi delal, ravno na en stroj so ga dobro predstavili, en mesec je delal na njem, tako da se ga je ravno malo navadil. In pravi, potem, ko so pač firmo razprodajali, je sam pripovedoval, prav, se rekel, nič, tole mašino, dobra mašina je, škoda bi jo bilo, da nekam gre, kupujo bo. Od prijateljev si je sposodil denar in pravi, mašino sem pripeljal domov in je rekel, sem delal. Do novega leta sem odplačal prijateljem dolgove in je rekel, po sem pa začel delati tako, tudi zase. In mi je bilo zanimivo, veste, za Slovence, ki se dostikrat malo bolj pritožujemo, da se je tako pohvalil, rekel, ne gre mi slabo. Je rekel, delam in imam, kakor delam. Ne? Prav res, da gremo potem polet za 14 dni na dopust, ampak čez let pa v glavnem sem tle v garaži pa šopam. Ne? Lejte, ne bi rekel, pa bi človek rekel tako, ne, v šoli mu ni dobro šlo, nič ne bo iz njega. Nikakor ne. Vidite, koliko talentov imamo, zato je dobro, da se morda danes ali pa v teh dneh, ko je zahvalna nedelja, tudi mi malo pogledamo, ne, lahko tudi pred špegel stopimo, če smo bolj videli, ne, in malo premislimo, v čem sem jaz dober, v čem, kaj lahko dam tudi na razpolago skupnosti, v kateri živim. Ne? In s to mislijo in s tem, da v bistvu tudi sebe gledamo z tega vidika, da vsak lahko nekaj da, nihče ni neobdarjen na vseh področjih, vsak na enem področju nekaj zmore. Torej, če s to mislijo živimo v skupnosti, kjer živimo, potem smo ji blagoslov in seveda je ta blagoslov skupnost tudi nam. To vam želim, bodite dar drug drugemu.